Pri večini avtomobilov je povsem enostavno ugotoviti, komu so namenjeni, sem ter tja pa se najde kakšen trši oreh, recimo takšen kubo. V osnovi je to v bistvu dostavnik, ampak je tako majhen, da je primeren kvečjemu za, kaj pa vem, kakšno hitro pošto. No, tale je potniški in pri Fiatu pravijo, da je to družinski avtomobil, ampak bo marsikomu njegov prtljažnik enostavno prekratek. Saj, prostora je glede na velikost avtomobila veliko, prtljažnik je zelo dobro izkoriščen, oglat in precej visok, je pa glede na to, da je avtomobil kratek tudi prtljažnik. No, sicer pa je v tem avtomobilu za potnike veliko prostora. No, tale kubo z opremo trekking deluje tudi malo terensko, s temi zaščitami in letvicami, pa dejansko tudi to ni, ker ima pogon samo spredaj. Ima pa ESP terenski program, zaradi katerega potem avtomobil nekoliko lažje prepleza kakšen spolzek klanec. Je pa vseeno avtomobil prav simpatičen, ker je kratek in visok, mora biti trd, da se varno pelje in zato je trd. Kakšne neravnine prav nesramno prežveči in me fino preruka in marsikomu zna biti celo pretrd, je pa posledično precej zabavan. Med vožnjo sploh ne bi rekel, da dejansko sedim v dostavniku, ker je prav super zapeljati, tale širok naslon za roke pa je itak eden boljših. Dejansko mi je všeč tudi položaj za volanom, ker se sedi nekoliko višje in ker so stekla na bokih precej nizke, zaradi česar otroci lahko dobro vidijo ven. Evo, pa je konec koncev očitno res lahko družinski avtomobil, pa še drsna vrata ima. Najbolj me dejansko moti 1,3 litrski motor JTD in to zgolj zaradi glasnosti, ker bolj robustnega in traktorsko glasnega motorja že dolgo nisem slišal. Sicer pa čisto suvereno premika takšnega malčka in porabi okrog 6 litrov. Ni veliko, vendar zna marsikoga odbiti že cena avtomobila. S to opremo in s tem motorjem vas bo kubo namreč stal okrog 17 tisočakov. Res pa je, da pri Fiatu ponujajo več kot 3 tisoč evrov popusta, tako da je cena potem že bolj primerna.